Mi smo skupina Balkan Boys in poslušate oddajo Radioaktivno. Balkan Blues je bila slišana skladba zasedbe Balkan Boys z albuma Grill, Rok in Il pa z mano v programu Radia Prlek. Lepo zdrav obema. Lepo zdrav. Lepo zdrav, živijo. Rok, če se spomniš, 5 let nazaj približno sva se srečala v našem studiu. Ja, sem imel turnejo po tem delu Slovenije. Se spomnim, da sem se odpeljal z avtom. To je bilo 5. novembra 2021, takrat ste rekli Welcome to Gypsyland. Tako, ja. Se pravi, 5 let nazaj smo imeli 10. obletnico in tudi 3. CD, Welcome to the Gypsyland, ja. Danes pa praznujete že 15 let delovanja. Tako, ja, se je kar hitro v bistvu odvrtelo teh 5 let, sicer vmes 2 leti, ko smo bolj ustvarjali kot igrali. In evo, zdaj smo tu. Z novim albumom. Tako, nov album z naslovom Grill in 15 let, ja, oboje skupaj. Kot je poslušati, ste se lepo obdarili za rojstni dan. Ja, lahko bi že prej, ne, ampak se pravim, kakor nas je malo tudi tale čas covida zaustavil in pol smo počakali, da se vse posname do konca, da se nabere tudi dovolj materijala. Usporedno z albumom tudi koncert. Ja, tako je. Zdaj v bistvu smo v polnih pripravah na koncert, ki bo obeležil to obletnico. Torej 10. oktobra smo v festivalni dvorani v Ljubljani. In ja, zdaj je res čas
polnih priprav na to, ogromno vaj, ogromno usklajevanj, veliko dela, ampak na koncu vseeno užitek in mislim, da bo en super koncert, no, se nam obeta. Glede na glasbo bo očitno zelo veselo. Veselo je vedno, se mi zdi, da pri nas delamo to glasbo ravno zaradi tega, ker pač nas ta melos veseli in delamo seveda to tudi za ljudi, ki pridejo žurat in to je tudi naš cilj, no, da se ljudje sprostijo in da se imajo fajn. Pogovoru smo pričeli z instrumentalno skladbo Balkan Blues. Ja, to je mogoče tudi en spomin na naše študijska leta, da nekako zaključimo, ker smo takrat študirali jazz in smo imeli zelo radi blues, pa smo ob tem samo v študiju večkrat manjkali pri faksu, ker smo imeli z Balkan Boysi koncert. Tako da ta dva stila sem kot avtor pač želel združiti in sem rekel, zakaj ne bi enkrat naredil, da je prav blues forma, ampak v balkanskem melosu. V obeh primerih si nabiral izkušnje. Tako, ja. Oziroma tudi vsi ostali. Ja. Druga, ki bomo spustili, bo Sekund ali dva. Sekundo ali dve. Ili dva, ja. Sekund ili dva. To je pa v bistvu podnaslov našega grila, ker najprej smo mislili, da bi šel album v ljubezensko tematiko, saj tudi kar nekaj skladb govori o romantiki. Tako da to je bil prvi tudi single iz tega CD-ja in ja, ena luštna skladba, komična. 3, 2, 1... Hteo bi da ti kažem neke stvari, pa makar slažem. Već se dugo borim s tugom, jer mi oči lete za jednom drugom. Ali ipak dušo ja ti kažem, sekund ili dva svladat ću te ja. Sutra kad te stignem dušo, bit ćeš moja sva. Sekund ili dva svladat ću te ja. Vodit ću te gore, znaj, mjesec pun je sna. Ti i ja nismo kao pop balada, nek se zna. Ja te volim sve do Beograda. Ti i ja grlit ćemo se u dvoje, ne znam kako bi u troje ljubio se ja. Hteo bi da te vidim, ja bez tebe ne mogu da živim. Za mene uvijek bit ćeš ista, iako ispadne da nisi bistra. Ali ipak dušo ja se ti divim. Sekund ili dva svladat ću te ja. Sutra kad te stignem dušo, bit ćeš moja sva. Sekund ili dva svladat ću te ja. Vodit ću te gore, znaj, mjesec pun je sna. Ti i ja nismo kao pop balada, nek se zna. Ja te volim sve do Beograda. Ti i ja grlit ćemo se u dvoje, ne znam kako bi u troje ljubio se ja. Ja
Sekund ili dva, Balkan Boys z albuma Grill. Zvoki Balkana srečajo ritme sveta, piše na vaši spletni strani. Ja, v bistvu nismo tukaj žanrsko opredeljeni, mislim, smo opredeljeni v tem smislu, da pač je ta balkanski melos v smislu predvsem teh trup oziroma obraza zvoka balkanskega je pač naša rdeča nit, ampak spodaj pa pač v groovih oziroma v stilih menjamo vse, od regija, skaja, swinga, res vse se najde do rock'n'rolla in zato nekot je, lahko rečemo, da je to tudi glasba sveta. World music, tako je, glasba sveta je to v bistvu, ne. No, tudi umetna inteligenca pravi, da ste zasedba, ki meša balkansko glasbo z rumbo, ska, swingom, regijem. Ja, to bi mogoče to še star opis, ki bi mogoče se nanašal na drugi in tretji CD. Na zadnjem je kar tako zveni CD, melodije zvenijo dosti ljudsko, torej lahko govorimo, da gre že malo proti folku, pa world musicu, kar bi nas tudi v tujini selekcionirali. Je izziv vse skupaj to povezati v neko celoto? Vse te žanre, pa potem preplesti to z balkanskim melosom? Mogoče malo, mislim... Jaz mislim, da niti ne razmišljamo, niti ni zdaj to izziv, se mi zdi, da tudi ne delamo ciljno, pač načrtno, ne načrtujemo tega, ampak pač kar nam trenutku dogaja, kar nam je všeč, pač postavimo, naredimo skladbo in se pravi ne delamo nič načrtno, ampak ja, zato je res mogoče tudi naslov zadnjega albuma Grill, ker je pač malo mešano na žaru, ne? Imamo res različne skladbe, različne stile produkcije in zato je tudi načeloma padlo to ime, ne? Grill. Il, očitno si dober pri žaru, da različne stvari mečeš gor. Mislim, vsi smo ljubitelji piknikov in grila, tako da ja, radi pečemo. No, jaz sem šele zdaj kupil roštilj, se še učim. Zanimivo, pa si iz Primorske, tam bi moral vsak dan skoraj roštilj. Veš kaj, nekdo mora skrbeti za glasbo, ne? Jaz pišem. Veš kaj, Rok, to je samo dober izgovor. Ne, zadnjič sem spekel čevapčiče, tako da se je rekel brat, da so bili dobri. Če so vse pojedli, potem zagotovo. Ja. Pa če noben ni bil Izole, To je. tam na hribu. Se veš, kaj je mislim. Ja. Je pri mešanju vseh teh žanrov veliko dela z aranžmaji? Je, mislim, kako bi rekel, kaj misliš? A je, ti moraš povedati v bistvu. Mislim, pri nas je neko samo delo poteka na ta način, da pač Rok prinese v bistvu to core idejo, prinese temce za brase, potem pa tekom v bistvu igranja postavljamo aranžmaje, v bistvu, ker pač itak vadimo konstantno, imamo enkrat na teden vaje in se potem te aranžmaje nekot sami se mi zdi, da vzpostavijo. No, tudi mogoče starejše komade, ko jih že dlje časa igramo, jih konstantno malo rearanžiramo, dobimo kako novo idejo in se skozi tudi malo spreminjajo. No, vedno je nek svoj izziv, ampak uživamo v tem, da si tudi sami dajemo neke izzive za to, da glasbeniki, ja. Tako, da je vedno, da ti vedno da moš malo, da malo delajo možgani in probamo čim boljš ven dobiti iz skladbe, ne. Tako da ne zapustiš možganov. Tako, ni da je samo rutina, pa da odigraš komad, ampak skozi da malo razmišljaš nekaj, kaj smo že spremenili, kaj smo že naredili novega, ne, in to, no, da skozi malo migamo. Naslednja bo vaša, če se ne motim, prva v slovenščini, Svet se segreva, skladba zelo aktualno tematiko. Pa mislim, da je skladba, ki je pustila kar močen pečat na slovenskem glasbenem prizorišču v zadnjem letu. Ja, mislim, ljudje kar nekaj se predvaja, pa tudi na koncertih ljudje imajo res radi, kar hitro zagrabijo, zapojejo z nami, tako da tudi ko jih vprašamo, kako se jim zdijo naše pesmi v slovenščini, imamo samo pozitivne pohvale, tako da moramo tam še v tej smeri nadaljevati, bi rekel. Prav prijeten dan, prišel sem malo čez polnoč, stopil tiho, da je ne zbudim. Pa me je čakala, budna glasno sikajoč, ni pustila, da ji razložim. Svet se segreva, tebe pa skrbi, da sem s prijatelji zvrnil 2-3 planet zgoreva. Raj se ozri, kaj bo z nami, ko se let stopi.
pač dan za nogomet. Sama pravi šport poživlja dušo in telo. Valjda da je treba pol še malo posedet, saj ne moreš vroč bežat domov. Svet se segreva, tebe pa mori, da sem s prijatelji zvrnil 2-3 planet zgoreva, pa ti dol visi, kaj bo z nami, ko se let stopi. Kje je zdaj tvoj okoljski čut? Kje vsa skrb za dobrobit sveta? Zdaj razmišljaj, kaj bo, ko odmre deževni gozd in nas preplavijo morja. Svet se segreva, tebe pa skrbi, da sem s prijatelji zvrnil 2-3 planet zgoreva, pa ti dol visi, kaj bo z nami, ko se let stopi. Svet se segreva, tebe pa skrbi, da sem s prijatelji zvrnil 2-3 planet zgoreva, pa ti dol visi, kaj bo z nami, ko se let stopi. Kaj bo z nami, ko se svet stopi? Kaj bo z nami, ko se vse Balkan Boys, album Grill, Rock in Il z mano. Se svet res segreva? Ja, raziskave kažejo, da se, ne. Pa tudi mislim, da zdaj v zadnjih letih vsi malo opažamo neke razlike v teh letnih časih, ki se kar malo niso več taki, kot so bili par let nazaj, ne. Vse se malo meša že in nepričakovani pojavi se pojavljajo, te spremembe oziroma ja, se pač v nepričakovanih trenutkih dogajajo in poplave in vse to, no, tako da vidimo, da smo ljudje naredili nekaj slabega na tem svetu, no, ampak mi smo s to skladbo probali to malo humorno izpostaviti, ampak ja, mislim, da moramo pa vsi tudi malo razmišljati o tem, no, da pazimo na naš planet. So pa vse bolj segrete tudi človeške glave, ne samo svet. Tudi to, ja. Vse je povezano v bistvu. To je eno z drugim, se mi zdi, da tako hitimo v zadnjih letih en mimo drugega in ja, tako da, in če se bomo mi znali ustaviti, bo to tudi dobro za zemljo, se mi zdi, no. Če pogledamo v prihodnost, vemo, da nas spremlja že umetna inteligenca. Malo sem preveril o vas, kaj pravi. Moram povedati, da takoj v prvo vas prepozna. Tako da ve, kdo ste. Za razliko od nekaterih glasbenikov v Sloveniji, ki so za umetno inteligenco popolna neznanka. No, to je dobro. To nismo vedeli, tako da super, odlično. Poleg tega pa, ko vpišem v Microsoftega Copilota Balkan Boys, mi ven vrže še nogometni klub FBK Balkan. Dobro, tudi nogomet imamo radi, sicer to verjetno nismo mi. Drugače pa vas označi kot band, ki ga povezuje pozitivna energija in ljubezen. Definitivno je čutiti v našem bendu veliko povezanost, tako izven odra kot tudi na odru. Mislim, da delujemo kot ena prava družina in to prenesemo potem tudi do občinstva in to lahko začutijo to iskrenost. Vi ste bolj številčna družina. Če se prav spomnim, Rok, sva govorila ob zadnjem intervjuju, da vas je 8, zdaj vas je 7. Tako, ja, mislim, zmer manj nas je, tudi harmonikaš se bo odločil, da gre svojo pot naprej, tako da bomo verjetno tudi v 6 ostali. Ampak seveda, velik band je, včasih je težko delati v takih tako številčnih bendih, ampak vseeno, mi gremo naprej in vidimo, kaj nas še čaka. Vaju zanima, kdo so člani Balkan Boys po mnenju umetne inteligence? Zelo. No pa najprej, če Il ti predstaviš, kdo ste člani.
Pa bom potem preveril, ali umetna inteligenca našteje iste člane zasedbe. Ja, se pravi, lead, glavni član, oziroma glavni vokal in trumentač in avtorska skladba Rok Nemanič. Potem imamo v brass sekciji še Matijo Mariona na saksofonu, Andreja Štrekla na trumenti in tudi na spremljevalnih vokalih. Potem je Emir Ibrakić na kitari na spremljevalnem vokalu. Potem je Žiga Vehovec na harmoniki, moja malenkost Sil Pušnik na basu in pa Uroš Nemanič na bobnih. Vse si povedal narobe. No, da vidimo. Kaj ti umetna inteligenca pravi naslednje, da so Balkan Boys skupina, ki je sestavljena iz talentiranih glasbenikov, nekateri ključni člani pa so naslednji. Matic Ajdič, vokal in harmonika, Jure Tore, harmonika, Matej Koželj, saksofon, Žiga Kožar, bobne, Miha Kavaš, kitara in Tadej Kampel, bas. Dost veliko prijateljev. Piše pa, da sem jaz ustanovil, ali kaj? Ne, tega ne piše. Tega tudi ne Tudi ne, ti sploh nisi not. Okay. Je pa veliko prijateljev naštetih, no, to pa je. Ampak verjamete ali ne, da niste prva zasedba, kjer je umetna inteligenca popolnoma zgrešila člane? Verjamem, ja, le se še uči, ne, še rabi nekaj časa, ne. Ko bo vedela iz prve, pol vemo, da smo pa že tam, ko pa veš že vse, ne. Ampak prihajamo do tja, po moje, ja, se hitro uči. Bo morala oddajo radioaktivno tudi poslušati. Tako. Tam ponavadi povemo točne podatke. Razen, če kdaj kaj zgrešimo. No. Guča je tisti kraj, kjer ste nastali, kot smo govorili Rok že pri prejšnjem intervjuju. Se še kaj vračate tja? Imamo željo, ja, saksofonistom sva rekla, da bi šla spet na en tak Balkan trip dol po Balkanu pač in da bi tudi zaokrožila, zavila v Gučo, tako da. Ampak zdaj 2 leti nam ni uspelo, je bilo dosti drugih stvari. Upamo, enkrat. Gypsy Queen bo naslednja, tudi single, ki je pospremil izid albuma. Tako, ja, mislim, tale pesem je nastala že 2 leti nazaj, ampak smo jo potem čakali, da se zmiksa, pa da se posname do konca in tudi ni bila toliko poletna pesem, zato smo jo dali septembra in jo pospremili z našimi spomini in video tam iz studija, kar tudi v bistvu imamo malo posnetkov takšnih, da vidijo ljudje, kako se mi imamo v studiu, ko smo kreativni. Tako da ja, Gypsy Queen, to je edina pesem, ker jaz nisem avtor, to je Denis Beganović Kiki iz Primorc, pozavnist tudi, tako da on je prispeval eno pesem za nas. You and I were meant to be, felt like love for eternity, and I promised you, my beautiful gypsy queen, I would take you to places you never seen. I remember how we used to play playground all day, and then one day you put a spell on me, and until this day I asked myself why.
No, woman, no cry, because I'm saying goodbye. Please, darling, woman, no cry. Now you can ask yourself why. Gypsy Queen in Balkan Boys. Grill je vaš 4. album, predtem so že 3. Tako, ja. From Zabledam je bil prvi, drugi Radio Megusta, tretji Welcome to the Gypsyland in zdaj pa Grill. Lahko vlečete kakšne sporednice med prvimi 3 izdelki in ta novim? Jaz mislim, da je vsak malo drugačen, ker tudi mi rastemo, se učimo tako v studiu kot zvočno rastemo, se spreminjamo v zasedbi tudi, tako da zdaj neke rdeče niti med vsemi je sam tale balkanski melos, ki ga pač skušamo ukomponirati v te skladbe. Verjetno po albumu tudi kaže nek razvoj skupine skozi leta. Prvi je bil leta 2012. Ja, upamo, no. Ne, definitivno, jaz se pač mislim, da sliši razlika, tako je rekel že Rok, no. Vsi smo že malo odrasli, vsi rastemo muzikalno, glasbeno, tudi čisti z tehničnega vidika, produkcijsko smo se ogromno naučili v zadnjih letih. In ja, skozi se pa dodatno izobražujemo, pozna se, da konstantno skupaj igramo, ne, pač je ta skupinska igra, je se mi zdi, da ključna pri nas, no. In se pozna ta razvoj, no. In mislim, da se tudi to sliši. Na zadnje potem tudi dobra kemija. To je pa v bistvu na prvi točki, no, da smo res pač povezani, super prijatelji, tako je že tudi prej Rok rekel, in na odru in izven odra pač odlično funkcioniramo in si v bistvu ne predstavljam, kaj bi bilo drugačno. Mislim, da tudi glasba ne bi bila tako iskrena in tako kvalitetna, kot je zdaj, če ne bi bili taki prijatelji, kot smo. Na odru je treba biti še posebej povezan, kajti drugače vsak igra po svoje. Definitivno, ja. Treba biti odprt, treba poslušati en druga in pač si zaupati, ne, na odru, da v bistvu vsak upravi svojo dolžnost in svoje delo, tako smo v bistvu tudi na vaju dorekli. No. Drugače bi ti igral eno, Rok pa drugo pel. To je res, ja. Ampak mislim, da to sploh ne bi, si ne znam predstavljati. Mislim, da po teh letih bi avtomatsko najo v drugem taktu zaneslo na isto špuro. Rok, si strok? Ne, ne, mislim, je bilo obdobje, kjer sem dejansko prav izgubil, se mi zdi, avtoriteto, ker pač je to prijateljstvo nadvladalo, ampak potem smo videli, da mogoče vseeno nekdo mora imeti neko tisto zadnjo besedo in se je tudi to hitro pač vrnilo nazaj, ampak jaz sem tudi rad poslušam druge in vedno dam priložnost, da vsak pove svoje, tako da ne vem, če ti bi mogel to povedati, če sem jaz strok, ampak po moje nisem. No. Mislim, ne bi rekel, da je strok. Mislim, je strok, ampak se mi zdi, da smo vsi strogi, vsak najprej do sebe in potem tudi en do drugega, ker vemo, včasih smo sposobni, pa po tolikih letih vemo, kaj je druga oseba, drug glasbenik sposoben in v bistvu nekaj pričakujemo eno drugega, da damo pač ta maksimum. Ne, tega, kadar je potrebno. Ne, kadar je nujno, ja, pač kadar rabimo to. Ne. Naslednja bo še ena instrumentalna, Brat Pirat. Ja, to Ilba fanti pravi, da je najboljša pesem na tem CD-ju. Zdaj, to je ratala zadnja iz tega albuma, v bistvu sicer jo nismo izdali, smo počakali, da pride album ven. Tako da ja, Brat Pirat, prvi naslov je bil Pirat iz hribov, ne, verjetno zaradi tega, ker sem se jaz v hribe gor preselil, pri Krvavcu, pa sem pol dal naslov v tem smislu Pirat iz hribov, ne. Ampak smo pa vseeno, glede na to, da smo res mi taki bratje med sabo, smo dali v spomin našemu bendu in naši energiji naslov Brat Pirat. Nisi več pirat z Karibov, potem si raje z hribov. Iz hribov, tako.
Balkan Boys, album Grill, Radio Prlek poslušate, Rok in Il sta z mano. 4. album je to, vaš po vrsti. Na žar ste vrgli 11 kosov mesa ali še zelenjave ali česa drugega. Ja, pesmi so in skladbe so definitivno si različne. Imamo 2 instrumentalni pesmi, potem 2 v slovenskem jeziku, 2 v angleškem, 2 v srbo-hrvaškem in pa 1 v italijanskem, ter 2 bonus skladbi. No. Uživo. Uživo iz koncerta, tako da v bistvu čisto vse smo različno snemali na različne principe, ene so potrebovali postprodukcijo, druge ne, in zvočna slika je res drugačna pri vsaki pesmi, tako, zato smo tudi pol rekli, kako sploh zajeti rdečo nit, če zvočno so si različni posnetki, pa smo rekli, to je najboljš, da je malo mesa, malo tizga, pa najbolj žarne. Kako kombinirate vse jezike? Ali določena skladba nastane točno z določenim jezikom, ali potem naredite besedilo, ko imate že melodijo? Pa prilagodite jezik, ali srbo-hrvaški, ali angleški, ali slovenski? Zdaj, v zadnjih 2 CD-jih nam je prispeval tudi besedila Jernej Diremek od skupine Mi2, pa naš kitarist Emir Ibrakić in pa tudi Andraž Gartner, Kanegato, znam tudi kot Kanegato. Tako da vsak nam je prispeval neko svojo zgodbo, ne. Zdaj, enim smo prav želeli, da bi šli v slovenske tekste in smo pač dobili besedila po naročilu. Nekatera pa pač zapelje sam že refren v neko zgodbo in pa vidiš, kam gre zdaj to, ali v angleščino, ali... Tako da čisto odvisno, vsaka pesem nastane, ima drugačen nastanek. Imate balkansko angleščino, načrtno? Ja, moja angleščina tudi v življenju ni najbolj blesteča, tako da ni, da je načrtno po moje to, kar se je zgodilo tako. Je pa res, da imamo enega idola, kot vsaj jaz, no, to je Magnifico. Ravno to sem mislil, s tem povezati. Tako da on je od malih nog že moj idol in verjetno najprej pojem tako, mislim, najlažje mi je. Kaj pa balkanski jeziki, katerega izbrati? Danes so nekateri zelo občutljivi, ali je to srbski jezik, ali je hrvaški, ali je bošnjaški, ali je črnogorski, ali je makedonski, ne nazadnje. Ja, to smo glih se zadnjič pogovarjali. Mislim, da se dejansko ne obremenujemo toliko s tem. No. Zdaj, odkar imamo Emirja Ibrakića Džemota na kitari, on je v bistvu prvi in edini član, ki je Balkans, je drugače... Korenine so iz Tuzle, no. Ja, tako, iz Bosne, ampak govori lepše slovensko, kot mislim, da mi vsi. Ja, znam. Je odraščal seveda v Sloveniji in živi tu. Ampak ja, on seveda najbolj nekot razlikuje vse te nijanse med srbščino, hrvaščino, bosanščino in tako. Ampak ja, nekot se ne obremenjujemo s tem, no, se mi zdi, da smo Balkan Boys in Balkan je na veliko področje in nismo zdaj zelo picajzlasti do tega in tudi nismo dejansko dobili nekih komentarjev pozitivnih, negativnih, kar se tega. Še, ja, bomo videli. Moram pa povedati, da v vsaki taki skladbi, torej v jugoslovanskih jezikih, ko jih pišemo, pustimo eno besedo ali bolj poslovenjena, ali je, torej, da ne moreš čisto ugotoviti jezika, ker pač vseeno smo Slovenci. Ja, potem vam bodo rekli, da ste balkanjonezi. Pa tudi so nam že mogoče kdaj rekli, se ne vem, 15 letih. Ne, nazadnje ste tudi kar nekaj po Balkanu igrali že, tako da... Ja, mislim, nismo čist polno, ampak nazadnje smo bili lih v Lukovcu, tam pri Tuzli, no, in so nas tudi fajn lepo sprejeli. Bela Ciao bo naslednja, ta je v italijanščini, sicer priredba, znane skladbe. Ja, Bela Ciao se je vrnila seveda z serijo Casa de Papel in postavila svetovni hit, tako da smo tudi mi hoteli imeti eno svojo verzijo, zakaj ima sam Bregović, zakaj ne bi tudi mi imeli, smo rekli, in naredili eno v naši obliki. Pa tudi, kot sem prej dejal, smo želeli ta naš uživo feeling, ne, to, kar smo mi dejansko na odru, prenesti na CD, ne, in zato smo tudi dodali eno tako, kar mi naredimo na žuro, točno takšno verzijo. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao,
bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Oh, hey! Oh, hey! Mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Oh, hey! Oh, hey! Oh, oh. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grill je album, ki ga danes vrtimo, zasedbe Balkan Boys. Promocija sledi 10. oktobra, takrat bo moč slišati vaš album v celoti. Skoraj vse albume v celoti. Ne, seveda tega v celoti in pa ogromno še seveda skladb iz preteklih albumov. Tudi skladb, ki tudi niso celo na albumih, ampak ja, obeta se res en se mi zdi, da spektakularen dogodek in seveda tudi z številnimi gosti, ki bojo to sam še popestrili. Tako da res vse lepo vabimo v festivalno dvorano, da se nam pridružijo in zažurejo z nami in praznujejo. Torej ne boste samo 7-članska zasedba? V bistvu, ja, smo, mislim, kor seveda je ta naša prvotna zasedba, ampak pridružili se nam bojo tudi nekateri bivši člani, potem imamo pa še goste, doktor ti povedal, kjer lahko razkrijemo in kjer ne. Ja, nekateri ne želijo. Zdaj 2 boste skrita, teh ne bom razkril še, mislim, boste videli na koncertu. Potem imamo pa Laro Janković, igralko in šansonjerko, z njo bomo delali v bistvu projekt, ki ga bomo v letu 2025 zaštartali, ga bomo že malo predstavili, tako da 2 pesmi bomo odigrali iz tega projekta. Potem imamo tudi godbo Slovenskih železnic, s katero smo tudi imeli koncert v Cankarjevem domu lansko leto in je bil tako dobro posnet, da smo rekli, da bomo 2 skladbi tudi dali na CD. Potem imamo pa še naše bivše člane, torej Tomaža Zevnika na klarinetu, pa Nejca Poljanca na harmoniki, kateri tudi pripravljamo mogoče stare skladbe v novi preobleki in 2 skrita gosta, kot sem že rekel. In potem še vse člane, ki daje ven umetna inteligenca. Tako, ja. Potem bo res številčna zasedba. Oni bodo v VIP-u. Oni bodo virtualne. Ja, ali pa to. Boste zagrali tudi vse vaše uspešnice?
Ja, absolutno ne. Mislim, da ob taki obletnici bi bil greh, da jih ne bi, ne. Spravi vse uspešnice, vse načeloma so naše uspešnice. Za nas so vse naše uspešnice, tako da mogoče ne bomo čisto vseh. Meni je bilo kar žal delati, ko sem mogel dati selekcijo vseh teh pesmi iz prejšnjih albumov, katere žal ne moramo vključiti, ker če ne bi trajalo 4 ure program in toliko zihar ne bo. No. Ja, ti si preštel, koliko skladb smo dejansko izvajali v pretek. Izvajali smo pa že več kot 77 skladb, ja, če prištejem še vse coverje. No. Tudi umetna inteligenca ve, da imate uspešnice in sicer 3 izpostavlja. Kaj mislite, katere 3? Ja, Me gusta mogoče. Zihar so kar ene. Ja, 100%. Ja. Tudi to je možno, ja. Joj, ne bom sploh ugibal, ker povej. 3 najbolj znane skladbe vaše so Gypsyland, Oba, ok. potem Oj mala, Ja, ok, ja, seveda, ok, ja. pa Trubaška tajna. Lepo, dobro. Nisi slabo odločil. Tako na rok, če si slučajno že pripravil set listo, lahko še spremeniš, če ne teh 3 na seznamu. Te bodo. Vse so not. Vse so not. Viš, da te je že prebrala naprej. Evo. Naslednja bo Život stare. Ja, v bistvu s to pesmijo smo želeli mlajše generacije in tudi sebe lahko štejemo notri spodbujati, da bi šli raje ven in kdaj bili malo brez telefona, pa brez interneta. In pa seveda prisluhniti starejšim ljudem, da povejo kakšno zgodbo, kako je bilo takrat, ko niso imeli tega. In ker definitivno lahko rečemo, da je bilo to bolj zdravo življenje, kot ga danes imamo, in da spodbujamo, no, predvsem to. Stare priče, one bez kojih ne može da se diše, bez Facebooka i chat Snapgrama, život nije bio takva tama. Rekao mi je deda, bili smo na moru, igrali smo fudbal prema jednom golu. Nije bilo struje, nije bilo mobitela, lopta nam je bila čarapa bela. Baka, slušaj tvoga dedu, nas dvoje smo se upoznali na sladoledu. Na randi sam ponela čokoladne mafine i odmah smo otišli u planine. Gde je život stari, taj o kome deda priča. Ne treba mi internet, moram da vidim svet. Gde je život stari, taj o kome deda priča. Ne treba mi internet, moram da vidim svet. Hteo bi da imam više slobode, a internet me vodi žednog preko vode. Ono što su imali deda i baka, to je stvarno bila priča jaka. Sve bi dao za život stari, najbolju priču hoću da napravim. Svima bi dao slobodu i mafine, ajde ljudi idemo u planine. Al sada znam šta mi je plan, da kažem ljudima dobar dan. Vrati me, odnesi me negde u onaj novi san. Gde je život stari, taj o kome deda priča. Ne treba mi internet, moram da vidim svet. Gde je život stari,
Život stari in Balkan Boys z albuma Grill. Na naslovnici albuma ste vsi, ampak nimate pa zraven grila. Ja, to je pa v bistvu fotograf, ko je slikal v zadnji peče, ne vidi se. Mi pa se vidi na sliki, mi pa uživamo, čakamo na hrano, pa ne, kak kozarček si privoščimo ob tem. Ne. Zaščitni znak so še vedno 2 trube. Ja, in srce. Torej, pa tudi v bistvu pozitiva, pa ki predstavlja ta naš znak, pa ljubezen. Tako da to je vse, kar mi radi, mislim vse. To je največ, kar mi širimo. Album Grill je še nekaj dni nazaj, že imate kaj odziva na skladbe, nekaj singlov sicer poslušalci že poznajo? Ja, v bistvu smo skoraj da pol CD-ja že predstavili ljudem tudi v zadnjih 2 letih na nastopih, tako da zdaj nekega booma ni, ker že kar dosti poznajo naši poslušalci. Ampak kar pa dobivam mogoče nazaj nekih feedbackov, ja, je pa vse, da jim je ok. Po promociji v Ljubljani potem sledijo še drugi kraji po državi? Ne, žal ne. Imamo nekaj nastopov, ampak ne prav v sklopu naše 15. obletnice. Ali kaj misliš? Ali pa se bomo odločili za to? Bomo videli še. Tako zdaj zapakirati. Dajmo mogoče še počakati. Zdaj naš fokus je predvsem na 15. obletnici, tako da iskreno ne moramo sploh razmišljati še naprej. Ampak imamo neki Jesenice, Novo mesto, tako da so že kraji, kulturni domovi, pa tako že neki plani za naprej. Glede na vaš milost, potem verjetno gre tudi za drugačne priložnosti, ne samo na nastopih, tako na odrih kulturnih domov. Mislim, načeloma se držimo, se pravi, da tega, da pač res izvajamo koncerte, se pravi, da dobi publika ta paket, ki ga mi ponujamo. No. V preteklosti smo igrali tudi na nekih drugih priložnostih, pa za, ne vem, poroke, pa za različne te stvari, ampak v eni fazi se mi zdi, da smo prišli na to stopnjo, da si pač želimo ponuditi koncert, da dobi publika oziroma organizator ta naš paket, ki ga ponujamo in ki ga gradimo. No. Naslednja bo Romantic Moment, skladba, ki ste jo pripravili za izbor Ema, ki ga sicer potem ni bilo po takšnih in drugačnih igricah. Ja, tako je. Mislim, mi smo to se zelo na hitro odločili. Imeli smo komad, pa smo rekli, zakaj pa ne bi pač probali, tek je bilo malo za hec, malo za res. In smo ga potem na hitro posneli, na hitro se je bistvena taka demo verzija poslala takrat na ta razpis. Kaj se je potem zgodilo, ampak mi na koncu smo pa dobili en super komad. Tudi dober odziv je strani publike, ko ga izvajamo v živo na koncertih. Smo potem ravno za ta hec posneli en tak videospot, kjer mi v bistvu... Ker jaz kot Nemo zmagam. Na Euroviziji. Zmagal, Nemo je zmagal, definitivno. Mediji se niso zmotili. I believe in romantic summers. That's for me and all the lovers. Falling in love, it's so crazy. When you find your little daisy. We should believe in romantic lovers. Lying down in garden of flowers, hiding their love under a tree, just to kiss each other like they are free. It's a story about my lover. I can't believe I got a kiss for goodnight. It's gonna stay forever in my mind. We won't forget it, baby, I'm pretty sure. You and I know we're just love and nothing more. La 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 I believe in romantic nights when you can see a billion stars making love and drinking wine. That really makes me feel so fine. It's a story about my lover. I can't believe I got a kiss for goodnight. It's gonna stay forever in my mind. We won't forget it, baby, I'm pretty sure. You and I know we're just love and nothing more. La 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 la
can't believe I gotta kiss for good night. It's gonna stay forever in my mind. We won't forget it, baby, I'm pretty sure. You and I know we're just loving nothing more. La 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 la. You and I know we're just loving nothing more. Hey! Romantic Moment in Balkan Boys z albuma Grill. Za konec radijskega dela pogovora glasba vidim, da je še vedno na nosilcu zvoka, na fizičnem nosilcu zvoka, Ja. tako moram reči. Je pa tale zelo tanek, ne, uvitek, tako da smo se odločili, da bomo bolj digitalno izdali, ampak za spomin pa nekaj izvoda vseeno more biti. Jaz sem tudi, imam rad CD-je pa vinilke, tako da sem ta staromoden človek, tip človeka. Tako da, ja, smo pa se odločili vseeno. Bo še tudi vinilka? Mogoče enkrat. Kaj misliš ti? Mislim, da imamo vsi željo, ampak bomo videli, ali bo to prej, ali bo to mogoče pa pol za 20. obletnico, ali pa če naredimo že prej še en album, da naredimo en, ali pa kak ponatis mogoče tudi na vinilo, ne. Vsi smo tudi fani tega medija, tega nosilca zvoka, no. Govorimo veliko o tem, ampak nismo še pa naredili tega koraka, ampak mislim, da se to obeta, no, v vsakem primeru, da mogoče naredimo pa en miks iz vseh preteklih CD-jev in naredimo eno vinilno ploščo. Bomo videli, velike opcije. Drugače pa vsa glasba dosegljiva na streaming platformah. Tako, povsod, kjer si zamislite, tam smo, kar se tiče teh platform, no, digitalnih. Je tam kaj odziva na glasbo, tudi od drugod po svetu? To ima verjetno naša založba več vpogleda. Mogoče da omenim še tudi Niko, no. Pri njih smo tudi podpisali pogodbo in nam je ful fajn, ker nas je malo porinila, da smo to spet zbrali pa dali objavljeno, da je javno, ker še nekaj časa nazaj so nas ljudje, kje pa imate drug CD, zakaj ne morem poslušati tega komada. Pol nas je pa to prisililo, da smo v bistvu objavili čisto vse CD-je in zdaj so čisto vsi dostopni, ampak to pa zaenkrat nimamo še vpogleda. Drugače pa več informacij o vas na spletni strani, ki še jo imate, se eni izmed redkih glasbenikov. A imamo? Imate. balkan-boys.si mi napiše. Ja, ne, saj imamo. No, vidiš toliko o tom, koliko gledam to spletno stran. Sem jaz pogledal. No, evo. Ja, mislim, spletna stran vseeno mora biti, to je del posla. Potem pa verjetno danes bolj aktualna družabna omrežja. Ja, seveda, Instagram, Facebook, tam se v bistvu smo, predvsem recimo na Instagramu se mi zdi, da smo najbolj aktivni. Tam so vse, v bistvu se vse najde, publika vidi tudi malo stvari iz zaodra, iz vaj in tudi napovedujemo vse prihajajoče dogodke na teh omrežjih, tega tudi vabljeni, da nam tudi sledijo, seveda vsi poslušalci. No. Za konec radijskega dela pogovora vrtimo še Margarito. Ja, Margarita, to je pa tudi ena taka resnična zgodba, ki jo je potem Andraž spravil na papir, jaz pa v note in potem smo šli posnet. Tukaj smo tudi, mogoče da ne omenjam še Gabra Radojeviča, producenta, ki nas je v bistvu dokazal, da lahko en posnetek čistko v eni sobi, ko bomo zaigrali skoraj da ne na en mikrofon, naredi tako polno in močno energijo, ki jo mi smo želeli iz nas izvleči ven, no, in na koncu je on izvlekel to energijo ven iz te pesmi in nastala ena super skladba v slovenskem jeziku. Margarita, za konec radijskega dela od poslušalcev se sedaj poslavljamo, rok in hvala za ta del, nadaljujemo pa kmalu na spletu. Hvala tudi vam. Že dolgo časa pijem samo Margarito, je njen okus vzel mi tla pod nogami, a plesal z njo bi jaz njen strastni Despacito. Niti mojito, pi bom samo cedevito, da bom zapeljal jo v pesem čudovito. Ma kaka mona, zapeljala me je ona. Margarita, Margarita, za te nimam še izpita. Margarita, a si ti ta, moje pesmi Afrodita.
Zdrame dame si je pesem že vzela in jaz ne pišem pesmi vsaki poznani. Če kdo jo vidi, naj pove in ne bi smela vzeti srca, ki sem izgubljal ga v dlani. Če kdo jo vidi, naj pove in ne bi smela vzeti srca, ki sem izgubljal ga v dlani. Margarita, Margarita, za te nimam še izpita. Margarita, a si ti ta, moje pesmi Afrodita. Margarita, Margarita, za te nimam še izpita. Margarita, a si ti ta, moje pesmi Afrodita. Srce je pijano, a pesem je čista. Naj gre v neznano, čeprav pot bo tista. Vložil izpit sem, zdaj pijem Margarito. Naj končno začne se Dana in Despacito. Margarita, Margarita, zdaj na koncu sem izpita. Margarita, si zdaj tita, moje pesmi Afrodita. Margarita, 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 zdaj na koncu sem izpita. Margarita, si zdaj tita, si tita. Rok in Il, člana Balkan Boys z albumom Grill z mano. Kako vidva gledata na slovensko glasbeno sceno? Ja, In potem se tiho je bilo. Ne, jaz mislim, da imamo v bistvu ogromno kvalitetnih glasbenikov, ki se mi zdi, da mogoče niti ne uspejo priti na sceno, mogoče malo prodreti. No, meni je ena super oddaja, je Prva vrsta, kjer v bistvu prikazujejo vse v bistvu živo koncerti in vidimo, koliko je v bistvu enih glasbenikov, ki jih sploh ne poznamo, pa delajo na naši sceni, ampak pač ne prodrejo. Ne. In generalno se mi zdi, da je kvalitetna. Ne. Zdaj, kar pa se tiče same bolj te komercialne scene, to pa je drugo. Pač, mislim, da tu pač seveda vsak ima nek svoj okus, vsak ima nekaj drugega dogaja, kar se glasbe tiče, tako da težko je biti tu zdaj pristranski ali pa ne. Tako da ja, no, mislim, definitivno, kar bi zaključil bi s tem, da Slovenija premore ogromno kvalitetnih glasbenikov. No, to. Pa tudi sedaj v zadnjem času kar veliko mladih obetavnih glasbenih skupin. Ja, tako, se mi zdi, da končno, v zadnjem obdobju so se začeli bendi spet formirati, kar je super, no, ker vseeno je razlika med funkcioniranjem, da niso projekti, no, ampak so dejansko bendi, da je ena skupina ljudi, ki skupaj ustvarja in skupaj funkcionira, ne, da se ne samo dobijo za projekt, posnamejo ploščo, pa naredijo par koncertov, pa se tu zaključi, ne, ampak da dejansko ustvarjajo, kar je super, kar je lepo, no, kar mislim, da je prav. Vi ste s 15 leti starosti sedaj nekje tista srednja generacija, med mladimi pa tistimi starejšimi, Siddhartami, Bigfoot Mama, pa mi dva. ja, nekje tam vmes, ja. Ampak jaz mislim, Zdaj smo glih v puberteti, no. To se misli. To so zdaj zlato obdobje, ko nam hormoni delajo na polno, no. Tako da ja, jaz mislim, da je to eno super obdobje in ja, se veselimo naslednjih let, no, ko bomo ratali polnoletni, no. To je obdobje največje norosti, pa največje kreativnosti. Tako, mislim, da to kaže tudi plošča, mislim, da bomo to tudi pokazali na našem koncertu v obletnici, tako da ja, no. To. Mislim, veselimo se vsi naslednjih podvigov in ja, mislim, da bo publika lahko sam pričakuje, no, same neke dobre stvari z naše strani. Z naslednjo pa se podajamo v Cankarjev dom 2024, Ojmala bo to? ja, Ojmala je nastala v Cankarjevem domu in to je en naš, bi rekel, hit, katerega se je kar primo med našimi oboževalci in ljudi, ki hodijo na koncerte. Tako da v bistvu melodija je lahka, hitro zapoje, to se je zgodilo v Cankarjevem domu, da so cela dvorana zapela in to je, da ti grejo dlake po konci. No.
Ajde da vidimo skupaj. 3, 4. Aj, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj, mala, ej, la, la, za tebe pjevam iz srca. Obrio sam bradu, doterao sam kosu, stavio lasjon i novu žutu košulju da tebe nađem ja. Jedva čekam susret naš. Brkovi sam imao ko Španac, a ona mi je rekla Italijanac. Kad zapjevao sam moju pjesmu, ona znala je da sam Balkanac. Klače mi srce što sebe dajem, za takvu ljepotu neću da se kajem. Ne mogu iz svoje kože, zato ti pjevam serenadu, o moj Bože. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj mala, ej, la, la, za tebe pjevam iz srca. Nećeš biti moja, ti si fina dama, da bi bila sretna trebaš Italijana. Ja sam samo jedan mladi momak iz Balkana. U očima ti vidim da bi me ne htjela, slušaj moju pjesmu ispred tvog hotela. Otvori mi srce i budi moja mala tarantela i slatka ko Nutella. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj mala, ej, la, la, za tebe pjevam iz srca. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj mala, ej, la, la, za tebe pjevam iz srca. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj mala, la, 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 lu, lu, le, 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 oj mala, la, la, lu, le, 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 le. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te... Bravo, gospodična, kako vam je ime, ali pa kako ti je ime? Mateja, en aplauz za Matejo, a si zasluži naš CD. Ti. Evo, po koncu koncerta bomo tukaj talali ali prodajali CD-je, tako da pridi pa reči enega imaš od mene. Ok, čestitke. Evo, Mladenič, kako je pa tebi ime? Nace, legenda, daj mi petko. Legenda. Kako? A ti si bil tam? Ja, se res, ti si bil. Bravo, a si to bo CD že, pol? Bravo, še ena petka. A pol znaš vse na pamet? A boš zapel klep Cankarju? 2, 1, 2, 3. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim. A bravo, te lahko objamem. Bravo, legenda Nace. Za zmeraj se te bom zapomnil, okej? Bravo, čestitke. Zdaj pa Cankar, gremo še zadnjič. 1, 2, 3, 4. Oj mala, ej, la, la, nek se zna da te volim ja. Za te... Nič nisem slišal, gremo še enkrat. 3, 4. Nek se zna da te volim ja. Za
Oj, Mala in Balkan Boys uživo. Za konec, kakšni izzivi so pred vami? Izzivi, kot sem že prej dejal, bomo z Laro Jankovič imeli projekt v letu 2025, potem želimo si iti tudi v tujino na festivale, saj smo v preteklih letih, recimo bili smo na Woodstock Der Blast Musik, enem festivalu, ki zajeme 60,000 ljudi in smo pol dveh igrali na odru, kjer je dejansko se napolnilo v sekundi, se napolnilo prizorišče in so nam, mislim, ne vem, so divjali pač. Res je bilo zakon in radi bi še doživeli takšne izkušnje, šli v tujino, širili svojo muziko v tujini. Torej, to je plan, potem pa seveda igrati po Sloveniji, upam, da nas bodo poklicali, tudi tukaj v Ormožu nismo bili že en čas, tako da jih prej sva obujala spomine, kakšen lep koncert je bil, mislim, da 2018 leta tukaj v gradu. Že nekaj časa nazaj, res je. Ja. Predtem pa seveda še promocija albuma 10. oktobra. Tako, ja, kot sem že prej rekel, zdaj so vsa energija, vsi trudi so usmerjeni v ta 10. oktober. Imamo res konstantno vaje, da v bistvu izpilimo tako glasbeno, kot tudi v bistvu performativno, se pravi, da bojo ljudje uživali tako v zvokih, kot tudi vizualno, no. Lahko se pričakuje tudi kar neki zanimivih stvari na odru in našo koreografijo in z lučmi, tako da ja, je... Ne izdače, no. Zdaj, ne bom povedal, kaj bo točno, ne, ampak ne, bojem, kaj delamo, ne. In namiguje, da boste plesali. Ja, malo se more plesati, mislim, da pri tej glasbi je težko biti primerno. In da ne bojo zdaj sam publika plesala, tudi mi moramo plesati na odru, ne. Kot pa vaju razumem, pa vam tudi kreativnih idej ne manjka. To pa definitivno ne, no. Te, ko smo že prekla, zdaj, če smo že glih pri 15 letih, ne, v puberteti, ne, ko rastejo mozoli in se zaljubljamo, ne, tako je tudi zdaj kreativa z naše strani in se mi zdi, da na vrhuncu. Pa ne bi rekel na vrhuncu, ampak v teh 15 letih na višku, ja, tako, no. Še eno vrtimo za konec, to bo Me gusta, tudi v živo Cankarjevega doma. Ja, tako, zgodba slovenskih železnic, to je recimo tudi en projekt, katerega smo recimo zaštartali tam nekaj malo pred korono in potem smo tudi snemali z orkestrom Slovenske vojske, na kar je sledilo kar en kup koncertov z različnimi pihalnimi orkestri po Sloveniji in tudi tale projekt mislimo še razvijati naprej. Tako da to nam je tudi fajn, ta projekt, zato ker to energijo prenesemo še na 40 do 60 članski orkester in oni igrajo z nami, skratka, mi se imamo fajn, vsi se imamo fajn in a ni lepšega pol kot to, do zori. Skladba prihaja v naš radijski eter. Rok in Il, hvala, da ste bila gosta, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa. Hvala. Zdaj naslednji komad govori o raki. Me gusta la rakija, me gustaju cigare, me gusta la tromba, me gustaju fanfare. Sviđa mi se laki život bez brige, sviđa mi se kad mi sreća da je puno pozitive. Me gusta la Cuba,
Ne boš poskusila? Oj. Čakaj, zakaj se jaz vedno kle premikam? Daj grem na uno stran, da vidim tam, če ste kaj manj sramežljivi. Evo. Bravo, punce, kako ti je ime? Neža, en aplauz, dajte še en velik aplauz za Nežo, bravo. Dobiš še naš CD, ok, polko bomo tam zunaj. Ok, evo zdaj, da vidite, kako smo se mi naučili v Zidan mostu, tako, ne? Pokažemo orkester. 1 in 2, 1, 2, 3. Zdaj pa še vsi skupaj, vam kažem koreografijo. Laj, 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 la, 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 la. Laj, 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 la, laj, la, 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 la. Laj, 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 la, laj, la, 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 la. Hvala lepa in lahko noč, Balkan Boys, godba slovenskih železnic pod taktirko Francija Lipovška. Mi smo skupina Balkan Boys. In sedaj poslušate oddajo Radio Aktivno.